vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan. Takole sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Korojak prozbol zahne vrat, le sosed bo mejak. Korojak prozbol zahne vrat, le sosed bo mejak, le sosed bo mejak. Živel 1. maj, nič več ni sveto, vse je le bruto in neto. Vse je le bruto in neto. Pozdravljeni, drage delavke, spoštovani delavci, dobrodošli na praznovanju našega praznika, praznika dela. Oni dan se mi je sanjalo o tem, kako je nastal izraz neto plača. Delavec je dobil plačilno listo in ko je videl končni znesek, ki gre njemu na račun, se je samo prijel za glavo in vzkliknil: pa ne to, ne to, ne to. Tako vidite, tako je žal nastal izraz neto. Ampak živel 1. maj, ne bomo obupali. Ali poznate izraz čebulna plača? To je plača za zjokat se. Ampak ne bomo obupali. Danes ne bomo brisali solz, danes je naš praznik, praznik dela in zelo veseli smo, ker ga z nami praznuje gospod, ki pogosto sname kravato, ki zna zavihati rokave, pljuniti v roke in pokazati, da se da tudi z rokami kaj narediti, ki čuti z delavci. Z nami je predsednik republike, gospod Borut Pahor. Gospod predsednik bo tudi današnji slavnostni govornik na tradicionalnem praznovanju praznika dela ob Ivarčkem jezeru, ki ga pripravlja Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, konferenca družb slovenske industrije jekla. Zbrane bodo najprej pozdravili trije koroški župani, Tomaž, Matic in Andrej. Na začetku besedi vabimo župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani kolegi župani, spoštovane Korošice, spoštovani Korošci, lep pozdrav na Ravnah na Koroškem, v osrčju Uršlje gore ob Ivarčkem jezeru.
Zelo veseli smo, da lahko danes gostimo našega državnika, predsednika Republike Slovenije, ko bo kot mi župani počrtal pomen dela v naši družbi, mi pa seveda lahko poudarimo pomen dela na Koroškem, pomen dela na Ravnah. Veseli smo, da ste se zbrali v tako velikem številu, s tem poudarjamo, da je delo tudi na Koroškem vrednota in da delavske pravice niso nepomembne, niso samoumevne, da smo tu, ker smo, je bil potreben delavski boj in današnji praznik naj bo namenjen tudi temu, da delavci in tudi bivši delavci, upokojenci sporočite svojo družbeno moč. Hvala vam za vašo udeležbo in še enkrat se zahvaljujem gospodu predsedniku za njegovo udeležbo na naši prireditvi. Prvič je tako visok državnik naš gost in tega smo seveda še na Ravnah posebej veseli. Hvala. Hvala ravenskemu županu, doktorju Roženu. Zdaj pa k besedi vabimo njegovega prijaznega soseda, župana občine Prevalje, doktorja Matica Tasića. Spoštovane Korošice, spoštovani Korošci, spoštovani ostali gostje, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Prav lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Prevalje, tukaj na tradicionalnem srečanju ob 1. maju, delavskemu prazniku. Želim, da bi ta praznik praznovali tudi bodoče, čim več v spomin na tisto, kar je pravica vseh nas na delo, da ne bo postal praznik dela, brez dela za mlade, brez dela za starejše in brez dela za marsikoga. Želim veliko optimizma vsem Korošcem in Korošicam in lep dan. Hvala lepa. Hvala županu občine Prevalje. Za pozdravni nagovor pa zdaj prosimo še župana mestne občine Slovenj Gradec, gospoda Andreja Časa. Dragi Korošci, lep dober dan, lep 1. maj. Lepo, da se zberemo iz vseh koroških dolin na enem mestu in s tem počastimo ta praznik, ki se že dolgo let praznuje kot praznik delavcev. In tako moramo ta praznik tudi dojeti. To ni praznik dela, ampak naj bo to praznik tistih, ki delajo. Pa tudi želimo, da bi ta praznik spomnil našo družbo, našo državo, da je potrebno delo zagotoviti tudi vsem tistim, predvsem mladim, ki danes te pravice nimajo. Prijeten dan vam želim in lep 1. maj. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi trije župani so spregovorili zelo na kratko, tako nam najbrž tudi simbolično sporočajo, da malo govorijo, pa veliko delajo. Živel 1. maj. Zdaj bo zapel dravograjski sekstet. Znani so potem, da poleg slovenskih zelo lepo pojejo tudi dalmatinske pesmi, ampak slovenski delovni tempo je vendarle za spoznanje hitrejši od dalmatinskega delovnega tempa, to nam tudi dalmatinci priznavajo, zato bojo seveda na delavski praznik zapeli po slovensko. Slovenija je le Slovenija. Radio imamo, ponosni smo na njo, domovina je ena sama, pa če tudi je fejst zapufana. Je le domovina. Dravograjski sekstet, ki ga vodi Tadeja Vulc, nam bo zapel pesem Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dite pistovala, ko me je dite pistovala. Zatorej dobro vim, Slovenec sem, Slovenec sem. Zatorej dobro vim, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, od zibeli do groba, ne gane moja se zvestoba,
ne gane moja se zvestoba. Da vsek, da reči smim, slovinec sem. 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 Leta 1886 so delavci v Chicagu na krvavih protestih kapitalistom izpulili pravico do 8-urnega delavnika. Tudi zato dan danes praznujemo praznik dela. Ampak 8-urni delavnik v Sloveniji ni najbolj problematičen. Zaposleni v Sloveniji imamo še en drug problem. Problem je, da so naše plače preveč podobne štipendijam. Končaš šolo, če moreš, greš na šiht, se matraš vsak dan, 15. v mesecu pa se sprašuješ, Madonna, a jaz še nisem končal šole ali kaj, da mi še vedno sam štipendijo nakazujejo. O tem, kdaj bodo naše plače manj podobne štipendijam, nam morda kaj več pove naš ta glavni sindikalist Boris, če seveda o tem že kaj ve. Besedi vabimo predstavnika sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, predsednika konference sindikata v družbah slovenske industrije Jekla, gospoda Borisa Štrikarja. Spoštovani udeleženci shoda, prijatelji, člani sindikata in sodelavci železarji. Počaščen sem, da lahko ob današnji priložnost praznovanja delavskega praznika pozdravim tudi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ter vse že omenjene župane občin Ravne, Prevalje in Slovenj Gradec. 1. maj že tradicionalno praznujemo tukaj na Ivačkem pod Uršlo, v kraju, ki ima za delavstvo na Koroškem poseben simbolni pomen. Tu se je v preteklosti dokazalo solidarnost fabriških delavcev in upanje v lepšo prihodnost je bilo neizmerno. V današnjem času je še bolj kot v preteklosti pomembno, da ohranimo solidarnost, da nas sindikat poveže v uresničevanje skupnega cilja, to je spoštovanje dela in zagotavljanje dostojanstva delavcem. Organizator prireditve je SKEJ konferenca družb Psi Ravne, ki otvorijo sindikalne podružnice SKEJ na lokaciji Železarne Ravne. Povezani smo v največji industrijski sindikat v Sloveniji, SKEJ Slovenije. Konferenca Psi Ravne je bila ustanovljena letos in sicer zato, da bi zastopala članstvo in da bi lažje potekala komunikacija z upravo slovenske industrije Jekla. Na tem mestu moram poudariti, da imamo v danih razmerah zaposleni v družbah SI s strani lastnika, pozornega in dostojnega sogovornika, s katerim je možen dialog. Seveda je cilj nas sindikatov, da z dialogom rešujemo in usklajujemo in izborimo čim boljše pogoje dela za zaposlenih. To nam do sedaj uspeva in verjamem, da bo to tudi v prihodnjem. Takšne sreče v sistemski tehniki in Litostoj Ravne na lokaciji Železarne Ravne niso imeli. Podjetji sta prišli v roki tajkunov, v kateri niso poslovali v interesu podjetja in zaposlenih, temveč samo v interesu kapitala. Zato pozivamo vlado in slabo banko, da čim prej rešijo podjetje pred prepadom. Na Koroškem je kovinska industrija izredno močno razvita in tega se zavedajo naši sosedje v Republiki Avstriji. Tam so multinacionalke postavila svoja podjetja, ki nudijo našim delavcem boljši zaslužek. Slovenska podjetja vzgajajo mlade kadre, ki jih nato prevzamejo avstrijska podjetja.
Pravice do šole in do poklicnega usposabljanja je ene ključnih pravic, kajti neizobražen in slabo usposobljen delavec je lahek plen za manipulacije in zlorabe. V Republiki Sloveniji je bruto plača bolj obdavčena kot v Avstriji, kar pomeni, da je bruto plača enaka, vendar neto izplačilo je višje v Avstriji. Minimalna plača za delo z polnim delovnim časom v Sloveniji znaša trenutno bruto 790 evrov, kar je neto 560 evrov. Ali je to dovolj za dostojanstveno življenje? Kaj šele potem, ko se minimalna plača upošteva za izračun pokojnine? Upokojenci ne gredo v zaslužen pokoj, ampak v siromaštvo oziroma na breme otrok. Tudi zato bomo sindikati predlagali spremembo zakona o minimalni plači in se še naprej z vsemi sredstvi borili za dostojne kolektivne pogodbe. Veskej nam to uspeva. Seveda pa je potrebno te odnose in pravice tudi uveljaviti in se za njih boriti, in tu smo sindikati. Samo sindikalno vodstvo ne bo uspelo, če ne bo imelo podpore članstva. Vi ste tisti, na katere računamo v skupnem boju za lepši jutri. Želim vam, da se danes dobro počutite in preživete lep dan v družbi prijateljev, znancev in sodelavcev. Živel 1. maj, praznik, ki spominja in opominja, da delo krasi in bogati človeka. In zdaj k besedi vabimo današnjega slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Gospod predsednik, beseda je vaša. Hvala lepa, Juri. Lep pozdrav, spoštovani predsednik sindikata, župani, gospe in gospodje.
in bom tvegal reči, dragi prijatelji. Najprej Juri je razložil, kako je prišlo do izraza neto plača. Neto. Naj ga dopolnim s tem, kako je prišlo do izraza bruto. Ko človek pogleda račun in potem zagleda mojo sliko na televiziji, reče bruto, kar pomeni v italijanščini grd. Juri je tudi rekel, da je treba ceniti kratke govore županov, ker oni imajo kratke govore, ampak veliko delajo. No, jaz ne vas opozorim, da sem drugačen, jaz malo delam, imam pa dolg govor. Ampak, če se zresnim, sem se želel pripraviti za nekaj besed, ki želijo biti neko moje zelo odkrito pojasnilo ob tej priložnosti na razmere v naši državi in pasti in možnosti, ki jih imamo za našo prihodnost, za našo in za prihodnost naših otrok. Nasplošno ocenjujem, spoštovane gospe in gospodje, da se razmere po zares hudi gospodarski in socialni krizi urejajo. Ampak urejajo se počasi, zlasti pa mislim, da se urejajo premalo premišljeno in tudi premalo strukturirano. V bistvu to pomeni, da uspešneje blažimo v zadnjem času posledice krize, slabše pa odpravljamo sistemske razloge, ki so nas pahnili v to krizo. Čeprav je vsem bolj ali manj jasno, da potrebujemo nekatere strukturne spremembe za trajnejše in vzdržno okrevanje, to pomeni tudi za delo, za zaposlenost, za višje plače, pri tem vsi skupaj oklevamo. Prosim, naj ne bom danes tukaj na tem prečudovitem kraju narobe razumljen. Tako kot vsi vi, sem tudi jaz zelo zadovoljen, da smo v lanskem letu dosegli gospodarsko rast, da se zaposlenost sicer skromno, vendar vztrajno povečuje, da se povečuje tudi konkurenčnost. Po 2 letih se je končno spet bolj simbolno kot stvarno povečala bruto plača. In kljub gospodarski krizi nam je tudi v tem obdobju uspelo ohraniti eno največjih stopenj socialne enakosti v širših mednarodnih primerjavah. Vendar, kolikor nam vsi ti in drugi ugodni podatki vlivajo prepotreben optimizem, bi se bilo potrebno izogniti neki zelo nevarni napaki. Zelo narobe bi bilo, če bi zelo napačno ocenili, da je najhujše dokončno že za nami, da so glavni problemi rešeni in da se lahko prepustimo običajnemu ukvarjanju z vsakodnevnimi zadevami. To je zdaj, mislim, da največja skušnjava in nevarnost v politiki v tem trenutku. Njena največja priložnost v politiki pa je, da se v tem prelomnem trenutku, prav nasprotno, premišljeno in strukturno spremeni, počasi, premišljeno, vse tisto, kar bo v prihodnjih letih in desetletjih utrdilo trdnost demokracije, pravne države in ekonomije. V času krize pri nas in v Evropski uniji so bili sprejeti mnogi ad hoc protikrizni ukrepi. Ti, po mojem mnenju, ne predstavljajo zadostne, še manj pa dobre podlage za pokrizno vodenje gospodarstva in socialne politike v naslednjih letih. V tem smislu je nedavno na vladi sprejet nacionalni reformni program, ki ga na nek način niste pozdravili niti sindikati, niti delodajalci, vendarle na nek način korak v pravi smeri, seveda pa bomo videli, ali bo tudi uveljavljen. Spoštovane gospe in gospodje, pri vsem tem pa moramo vedeti in imeti pred očmi dejstvo, da je skoraj do konca načeta potrpežljivost precejšnjega dela ljudi. Delež materialno prikrajšanih se je v obdobju krize povečal, zlasti pri starejših od 65 let, pri brezposelnih
Občutno pa je večja ta materialna prikrajšanost pri ljudeh pod pragom revščine. Pod pragom revščine živi vsak 10. med nami. Najbolj zaskrbljuje podatek, da 52.000 ljudi, ki so zaposleni ali samozaposleni, živi pod tem pragom revščine. Približno enako število, 50.000, je tudi otrok, ki živijo pod pragom revščine. Dejstvo, da je stopnja materialne prikrajšanosti in revščine v Sloveniji pod povprečjem Evropske unije, je samo slaba tolažba ali pa kvečjemu razloži, zakaj sploh še imamo opraviti z elementarno potrpežljivostjo teh ljudi. V tem smislu se torej v celoti zavedam tako priložnosti kot pasti tega prelomnega trenutka in v 5 točkah bi se rad zelo na kratko sprehodil skoznje. Prvič, po obdobju najhujše krize imamo sedaj na voljo relativno kratek čas, to je sedanji čas, ko moramo sprejeti in uveljaviti nekatere prepotrebne strukturne spremembe. Samo pod tem pogojem bomo dosegli, da bo gospodarsko in socialno okrevanje trajnejše in vzdržno. Samo tako bo sčasoma naš strah pred prihodnostjo zamenjalo upanje in vera v prihodnost. Zamuda ali celo odsotnost teh potrebnih sprememb bi lahko za daljši čas zmanjšala sposobnost Slovenije, da ujame povprečno razvitost Evropske unije, že sedaj revne ljudi, pa bi pahnila v še večjo revščino. Drugič, da smo se izvlekli iz najtežjih razmer pomeni, da vendarle tudi Slovenci dovolj znamo in dovolj zmoremo, če hočemo. Zato je v tem prelomnem trenutku vprašanje politične volje osrednjega pomena. Politična volja pomeni tveganje, da naši iskreni napori za te potrebne spremembe morda med vami tudi ne bodo ustrezno razumljeni ali nagrajeni. Ampak to tveganje je neizogibno, je politično odgovorno in je tudi razumno tveganje. Tretjič, jasno je, da velikih premikov ni mogoče storiti brez potrebnega političnega sodelovanja in sodelovanja socialnih partnerjev. Vsak mora začeti pri sebi in glede tega sodelovanja in zaupanja ne smemo prelagati odgovornosti eden na drugega. Svoje vloge in odgovornosti kot predsednik republike se v celoti zavedam in danes ob 1. maju izražam polno privrženost iskanju nacionalnega soglasja o najbolj odločilnih vprašanjih naše sedanjosti in prihodnosti. Četrtič, kriza je močno poglobila nezaupanje ljudi v ustanove pravne in politične države. Vsak od nas mora v okviru svojih pristojnosti, mislim na tiste, ki imamo več politične in gospodarske moči, opraviti svoje delo tako, da se bo to zaupanje počasi vrnilo. In zdaj prihajam do bistva in konca mojega govora. Ves čas pa se moramo vsi mi, zlasti tisti, ki razpolagamo z večjo politično in gospodarsko močjo, zavedati, da je vaša strpnost do naših ravnanj vsak dan na veliki preizkušnji. Zato se mora med drugim vsak od nas izogibati slehernim izjavam ali ravnanjem, ki bi kakorkoli poglabljale nezaupanje med nami ali med nami celo sejalo sovraštvo. Tega res ne potrebujemo in to res s kančkom strpnosti lahko preprečimo. Še enkrat ponavljam, spoštovane gospe in gospodje, da je ohranitev in okrepitev strpnosti za uspešno prihodnost naše države enakega pomena kot naša sposobnost, da se bomo pogajali med socialnimi partnerji, med vlado in opozicijo o reformah in o drugih ukrepih za izhod iz krize. In slednjič, petič, svet po krizi
ne bo enak tistemu pred njo. Tudi Slovenija ne bo. To pa ne pomeni, da mora nujno priti do prevratnih sprememb. Če bomo mi in z nami povezani Evropejci znali uspešno reševati probleme znotraj demokracije in tržne ekonomije, bomo po mirni poti, brez nasilja, brez incidentov, vzpostavili trajne pogoje za razvoj in bolj pravično družbo. Ni pa dvoma, da bi povečevanje družbene neenakosti pomenilo eno največjih nevarnosti za vzpon nevarnih ideologij, ki so se in se bodo tudi v prihodnje vedno klavrno končale. Dragi prijatelji, praznik dela ni samo tradicionalen, ampak je tudi zelo aktualen. Gre za vprašanje, koliko znamo, koliko zmoremo in koliko hočemo skupaj soustvarjati družbo, v kateri bomo imeli vsaj enake priložnosti vsi, ne glede na socialne in druge razlike med nami. No, naj se zdijo danes ti ideali še tako prazno zveneči, vendar le moramo kot skupnost, če hočemo obstati naprej, imeti neko temeljno idejo naše prihodnosti in ta ideja ostaja plemenita. Izkusili smo, da demokracija in tržna ekonomija sama po sebi še ne prinašata rešitev za vse probleme, še manj pa rešitve za vse ljudi. Ampak zaenkrat nimamo boljše alternative od te, da skušamo ta dostikrat nepravičen svet spremeniti v bolj pravičnega, spremeniti ga tako, da bo bolj znosen in da bo napreden za veliko večino ljudi. Ne jaz, ne vi, ne mi vsi skupaj nimamo odgovorov na vsa vprašanja sedanjosti in prihodnosti. Vendar se ne smemo nehati, končati, truditi, skupno iskati rešitve in odgovore na ta vprašanja. Hočem reči, da je v veliki meri prihodnost odvisna zlasti od nas samih. Za začetek in za konec, v bistvu je vse odvisno v veliki meri od čisto običajnih človeških odnosov. Zato o 1. maju, prazniku dela, končujem s pozivom, da za največjo obzirnostjo spoštujemo eden drugega, se medsebojno bodrimo, se skušamo razumeti v razlikah in jih skupaj presegati, če in kjer je to potrebno za skupno dobro. To je odgovornost te generacije, ki skrbi za to, da bi generacija za nami, generacija naših otrok, dobila v upravljanje boljši svet od tistega, ki smo ga mi dobili od naših staršev. Živel 1. maj! Sredi zvezd počin dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. Iz njo v zraku vsak oblak, in se ceste, in celotna in mali dom. Zemlja pleše, tja med zvezde. Tisoč let že zemlja pleše. Zemlja pleše, tja med zvezde. Iz njo v zraku vsak oblak, in se ceste, in celotna in mali dom. In celotna
Vidim, da pivo že točijo, zato naj vas spomnim na manj znani slovenski pregovor, ki pravi maj, juni, juli, avgust, pivo pi, babe pust. Morda to na prvo žogo se zdi, kot da bi spodbujalo alkoholizem, to da ne, pravzaprav gre za svarilo poročenim fantičem, ki v spomladanskem in poletnem času svoje oči preveč pasejo na pomanjkljivo oblečenih deklinah. Zato še enkrat ponavljam, maj, juni, juli, avgust, pivo pi, babe pust. Klobasa, hlebček, pir, tradicionalna prvomajska trojica na Ivarčkem jezeru vas že čaka. Za muziko bo skrbel ansambel Vihar. Svečani del programa je končan. Hvala pihalnemu orkestru Železarjev Ravne, hvala Dravograjskemu sekstetu, hvala govorcem in seveda hvala lepa predsedniku republike, gospodu Borutu Pahorju. In hvala vam za pozornost. Želimo vam lepo praznovanje. Živel 1. maj!